Kljub obsežnim sojenjem v zadevi Kavaški klan v Ljubljani, pa vendarle med Zovkovo likvidacijo na Brdu in napetostmi med škaljarskim in kavaškim klanom očitno ni neposredne zveze. Da gre za obračunavanje na povsem osebni ravni, tako poznavalci narkokartelov. Likvidacija pa da je posledica dolgoletne napetosti zaradi zamer in zdaj med Zovkom in Cezarjem. 6 dni po brutalni likvidaciji na Brdu prijeti in kaznivega dejanja osumljeni Dino Muzaferović, Cezar, Roland Cretu in Jaka Bergant trenutno ostajajo v priporu, medtem ko sodišče opravlja obsežno sodno preiskavo zaradi suma umora Satka Zovka. Muzaferović je v mariborskem, albanski državljan je v celjskem in Jaka Bergant, slovenski državljan, je v ljubljanskem priporu. Pripor je za trojico preiskovalni sodnik odredil iz vseh pripornih razlogov: ponovitvene nevarnosti, vplivanja na priče in begosumja. Pravilo, ki velja v zaporniškem sistemu, je takšno, da seveda ločijo osumljence istovrstnih kaznivih dejanj, če se le da, torej po različnih lokacijah, zato da med njimi ne bi prišlo do dogovarjanja, kaj naj pravzaprav povedo ali sploh kaj v sodni preiskavi. Zaradi tega jih pač potem tudi ločijo in da ne bi nekako skušali vplivati na priče in na dokaze. Žižt, ki podrobno spremlja operacije in aretacije v zvezi s kavaškim in škaljarskim klanom, pričakuje, da bo v tem primeru naknadno vložena tudi zahteva za preiskavo glede prepovedane trgovine z orožjem, čemur pritrdi tudi direktor Nacionalnega preiskovalnega urada. Ni kratkega stika, aktivnosti potekajo. Hvala. Pri čemer Žižt doda: Naj bi bilo tako, da za umorom Satka Zovka naj ne bi stal škaljarski klan, kateremu naj bi nekako bolj pripadal Muzaferović, ampak naj bi šlo v bistvu bolj za osebno maščevanje. Saj sta bila Muzaferović, Cezar in umorjeni Kekić, kasneje Zovko, oba iz Velike Kladuše, že leta v sporu. Nestrpnost se je zaostrila, ko so policisti odkrili nasad marihuane, ki so ga varovali z avtomatskimi puškami oboroženi kriminalci iz Krajine, domnevno člani Muzaferovićeve kriminalne združbe. Zapletlo se je zaradi skesanca, ki je za bosanske preiskovalce spregovoril o plantaži. Naj bi Kekić povedal bosanskim preiskovalcem, da naj bi bil Dino Muzaferović dal naročiti umor enega od svojih sodelavcev, ki je postal skesanec, in tedaj naj bi Kekić tudi povedal, da naj bi Muzaferović pripravljal umore še več ljudi. Pohvalil pa se je Kekić tudi, da tesno sodeluje s slovensko policijo in da je zato dobil drugo identiteto, potni list na ime Satko Zovko. Septembra 23 so se v Ljubljani pojavili plakati z njegovo fotografijo s pripisom, da je prijatelje in družino izdal za malo denarja in droge. Nato se je zgodila likvidacija.